osebno doživel kot priložnost za poslovno rast. Prav sem se na veliko zatekal v poslu in posledica je bila ta, da po enem letu, odkar sem šel narazen, je firma eksplodirala totalno. In potem sem se nazaj na nov obrnil in sem rekel, čakaj, zdaj pa ne moram več. Pa si malce ovirala po razvoj prej. Ne, dejansko sem tudi prej, ne vem, z razpadom zveze sem tudi prekinul službo in potem nekako več časa imel za posel. Tako da je zadeva praktično promet je šel gor v 2 letih krat 10 skoraj, ne, in sem jim pač povedal nazaj, čak, zdaj pa jaz ne moram več, ne, zdaj pa midva morava to organizirati, sistemizacija dela, ne. In v bistvu potem je spet šlo to normalno v tirnice, življenje sva si uredila in tudi razčistila vse tiste notranje dileme, ki so bile. Tako da v bistvu ni šlo za noben oportunizem, ne, da bi zdaj rekel, ja, zdaj bomo pa skupaj stala samo zaradi tega, da bo, ne vem, zaradi denarja, ja, ampak so bili drugačni vzgibi. Ne. Mislim, da če je v zadej oportunizem oziroma denar, da se prej koslej prideš do točke, kjer greš narazen, ne. To so globje vrednote, zaupanje, spoštovanje in kakor ne si sliši tako iznucano, to je tudi malo brezpogojne ljubezni, ne. Ker ti nikomu možeš reči, no, ne, pač jaz bom s tabo to delal, ker si se tako odločil, pa če si ti tukaj ali pa v Indiji z mano, z nekom drugim, 5 otrok, pač tako je, ne. Potem se upanje s tem, ko ta šla narazen, ni bilo omajeno med vama. Pravim, ni bilo v rožicah. Ampak to, kaj je bilo med nama, ne. Zdaj so pa tukaj, trdna, ne. To je to. Kdo bi rekel, da je drugač, bi lagal.